Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je Tvoj Sin spravil človeški rod s Teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. kroniške knjige. Tiste dni so vsi vodilni duhovniki in ljudstvo kopičili nezvestobo, posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili Gospodovo hišo, ki jo je dal posvetiti v Jeruzalemu. Gospod, Bog njihovih očetov, jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine, ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče. Toda zasmehovali so Božje poslance, zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke. Dokler ni Gospodov srd na ta narod tako vzkipel, da ni bilo več ozdravljenja. Kaldejci so zažgali Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje in požgali z ognjem vse palače v njem, da so pokončali vso dragoceno opremo v njih. Kar jih je ušlo meču, so odpeljali v ujetništvo v Babilon. Bili so sužnji kralju in njegovim sinovom do začetka Perzijskega kraljestva, da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijovih ustih. Dokler dežela ni zadostila za svoje sobote, je morala vse dni, ko je bila opustošena, počivati, dokler se ni dopolnilo 70 let. V 1. letu perzijskega kralja Kira je Gospod, da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijovih ustih, obudil duha perzijskega kralja Kira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil. Tako govori perzijski kralj Kir. Vsa ljudstva na zemlji mi je dal Gospod, Bog nebes, in mi naročil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji. Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva, naj bo z njim Gospod, njegov Bog, in naj odide. To je Božja beseda. Gorje mi, če se te ne bom spominjal. Ob babilonskih rekah smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Siona. Na vrbe sredi tuje dežele smo obesili svoje citre. Gorje mi, če se te ne bom spominjal. Kajti tam so zahtevali od nas, da pojemo, tisti, ki so nas odvedli v sužnost. Naši mučitelji so zahtevali od nas veselo rajanje. Zapojte nam katero sionskih pesmi. Gorje mi, če se te ne bom spominjal. Kako bi mogli peti Gospodovo pesem, ko smo na tuji zemlji? Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica. Gorje mi, če se te ne bom spominjal. Jezik naj se mi prilepi k nebu, če se te ne bom spominjal, če ne bom postavil Jeruzalema nad vse svoje veselje. Gorje mi, če se te ne bom spominjal.
Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil. Po milosti ste bili namreč rešeni. In z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas, v Kristusu Jezusu, čezmerno bogatstvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Poslušali smo Božjo besedo. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je o tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo, kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu. Kristusov evangelij. Današnja bogoslužna besedila nam slikajo, podajajo, kakšen je naš Bog. V prvem berilu beremo, da je Gospod usmiljen. Pravi tako v prvem berilu: smililo se mu je ljudstvo, potem je potrpežljiv, Gospod je spet in spet pošiljal opomine po prerokih. Toda človek je zasmehoval Božje odposlance. To je pripeljalo do tega, da je Bog dopustil, da so Jeruzalem zasegli Kaldejci in ga sežgali. Prebivalci so šli v Babilon v suženjstvo. Ko so pa zadosili za svoje grehe, je Gospod spregovoril perzijskemu kralju Kiru in mu naročil, naj se zida v Jeruzalemu Gospodu hišo in ljudstvo naj pošlje domov. Tudi psalm nam je danes govoril o tem, kar se je dogajalo v tiste čase v Babiloniji, da niso imeli templja svojega, ampak vseeno so ohranili v svojem srcu spomin na Gospoda, so molili k njemu, se zbirali v njegovem imenu. In perzijski kralj Kiro je potem res, mu je Bog spregovoril in je poslal Jude nazaj domov v Jeruzalem in celo dal tam zgraditi tempelj. Prav tako današnji evangelij nakazuje Božje usmiljenje. Tukaj imamo srečanje med Nikodemom in Jezusom. Nikodem je bil farizej in celo prvak med Judi, ki je prišel po noči k Jezusu. Torej po noči, ker
hotel se z njim pogovoriti, ker ga je navdušil. Nekaj je bilo na njem, celo pravi, da, danes tega nismo brali, ampak pred tem odlomkom pravi, da nihče ne mora delati takih znamen in govoriti, delati vsega tega, če ni Bog z njim. Torej se ga je dotaknil in je šel k njemu na pogovor. Jezus mu je spregovoril, kdo je oče, kakšen je naš oče. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Torej Božja ljubezen v teh besedah lahko rečemo, da je neskončna, brezpogojna in nadaljuje, da Bog ni poslal svojega sina, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem rešil. Torej Bog nas ne obsoja, on hoče, da živimo življenje v vsej polnosti. In lahko rečemo, da to življenje, da ga človek lahko živi vse v polnosti, lahko tudi doživimo pri sveti spovedi ali pa po sveti spovedi, kjer izkusimo to Božje usmiljenje, to Božje sprejemanje, odpuščanje. Lahko rečemo, da človek po spovedi zaživi na novo. Ne moremo namreč sami sebi odpuščati grehe, to lahko stori le Bog. Če pogledamo, kaj se zgodi, ko grešimo, torej, človek naredi, rečemo, težji greh, čutimo bolečino, vest nam očita in je prav tako, če vest dobro vzgojena, imamo občutek krivde, nam je težko, ni nam vseeno in je prav tako zaradi slabega dejanja, ki smo ga storili. Torej, ko grešimo, imamo dve možnosti. Ena možnost je, da človek se skrije, torej, da nikomor noče nič govoriti o tem, ali celo še drugi načini, da si misli, se drugi tudi grešijo, ali pa drugi še ima hujše grehe kot jaz, pa se tolažimo s tem, da drugi večji grešni kot jaz, torej sebe ne dajem v spredje. Druga možnost pa seveda je, da gremo k spovedi, da iskreno izpovemo pred Gospodom naše grehe. Tudi psihološkega vidika je to dobro, človek se razbremeni, si prevzame tudi odgovornost za dejanja, ampak na vse zadnje pa Bog tisti, ki nam odpušča. Tu nam lahko zelo veliko pomaga. Mislim, da nikomor ni tako enostavno iti k spovedi. Zgodba o izgubljenem sinu. Torej, če imamo takšnega očeta, kot tej priliki beremo, da sin, ki je zapravil, lahko rečemo, en velik del premoženja očetovega, lahko rečemo, da ga je res pognal za eno razuzdano življenje. In na koncu niti ta sin ni šel k očetu, ker bi mu bilo žal, ampak pravi Sveto pismo, ker je bil lačen, ni imel kaj za obleči, v bistvu niti ni imel prave namene. In kaj je oče naredil? Oče ga čaka, tako kot čaka nas, in že oddaleč, ko ga vidi, teče do njega in ga poljubi, objame. Sinu niti ne da možnosti, da bi spregovoril, da bi mu sploh kaj rekel, kaj je storil narobe, ampak ga takoj poljubi, objame, mu da najboljšo obleko, prsta na roke in celo gostijo napravi. In to čisto enako je pri nas, ko doživimo tudi pri sveti spovedi, pridemo, nas Bog poljublja, nas objame, nas sprejema, odpušča. In samo zaradi tega človek lahko ponovno iz te ljubezni lahko ponovno zaživi. Mislim, da vsak izmed nas ima v življenju izkušnjo od mladosti, da mu je kdo odpustil kaj velikega in tudi potem lahko mi odpuščamo drugim. Tisto, kar smo doživeli, tudi lahko dajemo naprej. Včeraj ko sem razmišljal o tem odlomku, sem prebral en nagovor od patra Lojzeta Bratine, pa je bil ena lepa zgodba, je bila noter, pa bom jo prebral, ker mene se precej dotaknila. V neki španski cerkvi visi nenavadno razpelo. Prikazuje Kristusa na križu, ki je snel žeblja desno roko in jo stegnil v gesto sprejemanja. Ko razlagajo nastanek take upodobitve, pripovedujejo, da se je nekoč pod tem križem neki človek spokorno izpovedal težkih grehov. Spovednik naj bi mu sicer dal odvezo,
vendar s prošnjo, da v bodoče ne greši več. Spovedancu je nekaj časa uspevalo živeti vzdržno, a je slednjič spet padel v stari greh. Tudi tokrat je dobil odvezo. Ko pa je spovednik še naslednji krat spoznal, da gre pri spovedancu za močnejšo navado, je podvomil, ali naj spet podeli odvezo. Kako naj veruje v iskrenost grešnikove spokoritve, si je mislil in se zato odločil, da odveze ne da. V tistem trenutku pa naj bi Kristus snel desnico s križa ter nad nesrečnim grešnikom napravil znak odrešenja. Spovedniku pa naj bi dejal: ti nisi zanj prelil svoje krvi. Ta zgodba iz starih dni nas navaja k prizadevnejšemu sprejemanju temeljnega sporočila Evangelija. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da se še danes in vedno sklanja njegova roka v svoji prvotni ljubezenski iniciativi, kot se je nekoč sklonil do Zaheja, Petra, do Marije iz Magdale, do toliko drugih. Torej, Božje usmiljenje je res neizmerno, neskončno, brezpogojno in Bog daj, da bi ga vsak izmed nas, ali pa da bi se vsak izmed nas doživljal ljubljen, zares ljubljen, spoštovan pa cenjen od Gospoda Boga.